Lepo pozdravljeni. Tokratna oddaja bo precej ekološko in energijsko obarvana. Začenjamo pa onkraj Gorjancev, kjer so na strehe podjetja Iskra Sistemi v Semiču pred dnevi postavili največjo sončno elektrarno v Beli krajini. Ta naj bi s svojim delovanjem zagotavljala električno energijo za 298 gospodinjstev ter vsako leto prihranila več kot 625 ton izpustov ogljikovega dioksida. Za skoraj 1000 kW sončno elektrarno s 4012 moduli postavljenimi na 6560 kvadratnih metrih streh in na betonski ploščadi so se v podjetju Iskra Sistemi odločili iz več razlogov. Ključni razlog je bil ta, ker smo imeli dotrajane strehe, salonitna kritina v zelo slabem stanju, v večjih neurjih deževju, smo imeli kar določene težave v proizvodnji, uničeno opremo in tako, in smo iskali investitorja, ki bi bil pripravljen investirati v prenovo strehe, s tem smo pa si zadali cilj, da damo te strehe v najem. Za najem se je odločila družba Bisol, ki je proizvajalec ključnih komponent za sončne elektrarne in največji naložbenik v tovrstne elektrarne v Sloveniji. Mi smo v zadnjih 3 letih investirali okrog 50 milijonov evrov v lastne investicije, v lastne elektrarne. Za postavitev sončne elektrarne v Semiču, vredne skoraj 1 700 000 evrov, so se odločili, ker gre za kraj z več kot 2000 sončnimi urami na leto, pravi kralj. Izkoristili pa so vse Iskrine strehe, ne le na južni strani. Naši moduli, se pravi plošče, so danes v svetu, v samem svetovnem vrhu. Vsak mesec se delajo te meritve, neodvisne so med 3, med 5 najbolj učinkovitih v svetu. V industriji, ki je ena najbolj dinamičnih, kjer je nekaj tisoč konkurentov iz celega sveta. Se pravi, mi smo dovolj samozavestni, vemo, kako tudi v nečisto optimalnih pogojih te naši produkti funkcionirajo. In očitno je to, verjamem, še kdo drug, ker za to vrstni projekt smo dobili uspešno financiranje in verjamem, da bo tako kot vse ostale elektrarne, ta elektrarna delala nekje med 10 in 15% bolje, kot so neka pričakovanja ali pa kot je neko povprečje. Vso proizvedeno električno energijo bo odkupilo kar podjetje Iskra Sistemi. Mi smo se tudi tako domenili, da kar sončna elektrarna proizvede, mi tudi odkupimo iz 2 razlogov. Zaradi tega, ker prvič nastajajo izgube v elektroomrežju in jih je škoda teh izgub, po drugi strani pa smo dosegali tudi nižjo odkupno ceno električne energije in s tem tudi optimiramo stroške, kar je po teh časih izredno pomembno. Sicer pa ima Semič glede na dobro sončno osvetljenost še veliko neizkoriščenih možnosti za postavitev sončnih elektrarn, je prepričana županja Polona Kambič. Imamo še veliko možnosti, nek začetek, ne vem koliko teh sončnih elektrarn ni, ena večja je v Malinah, ampak mislim, da sedaj s to elektrarno bo tudi dana nek zagon, nov zagon. Ker gre za velik doprinos k varstvu okolja in prihranku energije, njihov občinski energetski koncept predvideva postavitev sončnih elektrarn tudi na strehah javnih zavodov v občini. Že smo pregledovali in osnovna šola seveda s svojimi velikimi strehami, vrtec, tudi kulturni center, to so takšne večje strehe. Vedno večje pa je v Sloveniji tudi zanimanje za postavitev sončnih elektrarn na zasebnih hišah, pravi Dak Kralj iz družbe Bisol. Nažalost, prav za te najmanjše elektrarne na strehah je zakonodaja, regulativa malo ni najbolj primerno napisana, ampak kakorkoli jaz računam, da bi do konca letošnjega leta v Sloveniji bilo že okrog 2500 elektrarn. To pogledno jaz mislim, da smo kar tle nekje zaenkrat v nekem povprečju Evropske unije, primerjavo za neko regijo, s katere smo pa išli, a ne pa na celem področju bivše skupne države, recimo ni, ne vem, polovica, tretjina toliko elektrarn postavljenih, kot jih je pri nas. Po mnenju nekaterih pa bo vladna uredba znižala podporo elektriki iz sončnih elektrarn in povzročila zastoj na področju fotovoltaike. A družbe Bisol, ki skoraj 90% proizvodnje izvozi na zahodne trge, ne bo prizadela. Za nas konkretno relativno manj pomembno, mi 90% prihodkov ustvarimo na tujih trgih. Je pa res, da se je v Sloveniji v zadnjih 3 letih kar razvila neka podporna industrija okrog tega, kjer je zaposlenih, verjetno po naših ocenah 2 do 3 tisoč ljudi že. Seveda tam je pa lahko to zelo vprašljivo. Mislimo tudi, da to ni dobro.
seveda je treba odkupne cene prilagajati, jih spuščati, jih korigirati, tako da so primerne. Nikakor pa neki hitri rezi niso v ničemer dobri, pa tudi v tem ne. V podjetju Iskra Sistemi pa so zadovoljni, da so se odločili za sončno elektrarno na svojih strehah v semiški poslovni enoti, v katero so v zadnjih letih veliko vlagali. V preteklih 3 letih smo investirali skupaj z lastno orodjarno približno 20 milijonov evrov, kar je glede na pretekla leta kar ogromno. In nenazadnje se kažejo učinki tudi v tem, da smo bolj konkurenčni na trgu. V tem mesecu načrtujejo rekordno prodajo prek 3,5 milijona evrov. Tudi dodana vrednost je v semiški poslovni enoti v zadnjih 3 letih zrasla iz 16 tisoč evrov na dobrih 31 tisoč. Kaj pa to pomeni za dvig plač zaposlenih? Treba bo generalno prenoviti naš proizvodni program, pa mislim, da bo država tudi nekaj mogla narediti na svoji politiki oziroma zakonodaji. V Iskri pa razmišljajo tudi o gradnji nove proizvodne hale. Imamo že težave z postavljanjem novih montažnih linij, zaradi tega, ker smo prostorsko omejeni in potem ne dobimo neke ustrezne racionalne rešitve, tako da v strateškem planu je v planu izgradnja nove proizvodne hale v izmeri približno 4000 kvadratnih metrov, kamor bi pač selili del energetskih kondenzatorjev, tako da vse pa odvisno od nas samih, kako bomo uspešni na trgu. Mi bomo vlagali v kondenzatorje še, če bomo imeli dobre programe, dobre nove izdelke, kar pa mislim, da smo na pravi poti. Glede na rekordno prodajo, 98% izvoz v Nemčijo in na Bližnji vzhod ter povečano število naročil so optimistični. Sončno elektrarno na strehi osnovne šole so dobili tudi v Dobrniču. Tamkajšnja podružnica, ki deluje v sklopu osnovne šole Trebnje, se po novem ponaša s 44-kilovatno sončno elektrarno, ki je plod sodelovanja med občino Trebnje in zasebnim partnerjem. Sončna elektrarna bo proizvedla približno 48 megavatnih ur električne energije na leto. To zadostuje za oskrbo 12 gospodinjstv, oziroma na leto bo prihranjena približno 29 ton izpustov ogljikovega dioksida, kolikor bi ga po proizvodnji takšne energije proizvedli tradicionalni energetski viri. Projekt je potekal po sistemu javno-zasebnega partnerstva. Se pravi, to je najemna pogodba, mi smo to streho vzeli v najem in potem od celotnih prihodkov sončne elektrarne se en delež, ki je pač v velikosti, ranga do 10%, se potem pripada občini Trebnje. Pogodba je za 25 let, mi smo prepričani, da se bo pa celotna investicija povrnila, to se pravi nam kot investitorjem v nekih 6-7 letih. Seveda pač dobičke bomo po vso nadaljnje obdobje delili z občino Trebnje v tem dogovorjenem odstotku. Zasebni partner pri projektu v Dobrniču je sicer v Sloveniji postavil že več kot 250 sončnih elektrarn v skupni moči več kot 35 megavatov, dodaja Burnik. Stenda Bisol je pa investiral in postavil svojih lastnih elektrarn za 20 megavatov in na ta način postajamo pomemben dobavitelj zelene električne energije v Sloveniji. Naši lastniki jih z veseljem postavljajo, to se pravi lastniki podjetja Bisol, in teh imamo za 20 megavatov, ki so prav v lasti podjetja Bisol. Jaz osebno bi pa z veseljem imel in zdaj sem pri tem, da bom zgradil streho in najprej rabim streho, potem pa sigurno gor sledila elektrarna. O postavitvi sončne elektrarne na strehi podružnične šole v Dobrniču so na trebanjski občini sicer razmišljali že ob obnovi in dozidavi podružnične šole ter izgradnji telovadnice, pravi tamkajšnji podžupan. Od te investicije pričakujemo zmanjšanje stroškov obratovanja podružnične šole. Seveda je bil pa tudi povod te investicije v tem smislu izkoriščanja zelene energije. Mi imamo ogrevanje v tej šoli na biomaso, lesno biomaso. In seveda tu, glede na to, da je to šola in da treba čim večji poudarek na izobraževanju naših zanamcev, da spuščamo čim več, da ne spuščamo plinov v ozračje, so tudi ta oba projekta na tej osnovni šoli stekla. Tako se naložbe veselijo tudi v šoli, v kateri so zavezani ekoprogramu in ekoodnosu do okolja. S tem projektom namreč z občino Trebnje udejanjajo vse tisto, kar učencem polagajo na srce, poudarja ravnatelj. Tukaj lahko v konkretni praksi vidijo,
kaj se da narediti za to, da nekaj prispevamo k odgovornemu odnosu do okolja. Torej, mislim, da se s tem projektom kaže učencem, kako se pristopa k odgovornemu ravnanju do okolja, v katerem živiš. Čeprav morda za vesoljno zemljo se zdi to majhen kamenček, pa je pomemben kamenček v celotnem mozaiku ekološkega pristopa. To pa verjetno ne bo edina sončna elektrarna na strehah osnovnih šol v Trebanjski občini, saj se že dogovarjajo za postavitev novih. Ideje so na matični šoli, ker je stavba na takšnem položaju, na pobočju, kjer bi bil ta izkoristek zelo visok. Seveda gre za to, da je potrebno pripraviti dolgoročni koncept umestitve tega objekta v ta prostor. Je pa ta ideja zanimiva, tako za občino, kakor tudi za morebitne izvajalce, tiste, ki bi upravljali potem s to sončno elektrarno. Za nas pa zopet z tega ekološkega vidika, da lahko učencem kažemo te pristope, ki so prijazni do okolja. Tako da upam, da se bo ta zgodba odvila v bližnji prihodnosti. Sončna elektrarna v Dobrniču sicer proizvede več energije, kot so sprva načrtovali. V občini Ivančna Gorica pa počasi uresničujejo lokalni energetski koncept, ki stremi k zmanjšanju onesnaževanja okolja in povečanju uporabe obnovljivih virov energije. S Petrolom so tako pred kratkim podpisali pogodbo za izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Sistem bodo postavili v bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov. Gre za osnovno šolo Stična, gre za vrtec Ivančna Gorica in za srednjo šolo Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, ki bodo od izgradnje tega objekta dalje vsi priključeni na energijo, ki se bo pridobivala iz lesne biomase, kar je za razliko od do sedaj, ko se ogrevajo s pomočjo kurilnega olja ali zemeljskega plina, bistvena razlika. Petrol, s katerim je občina podpisala koncesijsko pogodbo za dobo 15 let, bo odgovoren za izgradnjo ter upravljanje objekta. Gre za nov sodoben objekt z dvema novima tehnološko sodobnima kotlama v kapaciteti 800 MW. Poleg tega bomo naredili 800 kW, poleg tega bomo naredili še 350 metrov toplovodnega omrežja in na leto bomo proizvedeli 1500 MWh toplote za oskrbo teh vzgojno-varstvenih zavodov. Približno 750 tisoč evrov, kolikor je ta hip težka naložba, bo v celoti prispevala delniška družba Petrol. Bo pa občina privarčevala pri ogrevanju teh treh objektov. Stroški bodo namreč v povprečju nižji za 20%. V investicijo občina razen zemljišča ne bo prispevala nič, vse stroške bo pokrival Petrol. Mi pa računamo, da bomo letno privarčevali 20 do 30 tisoč evrov pri ogrevanju, kar je kar lep znesek. Ta sistem pa zmanjšuje tudi škodljive učinke ogrevanja na okolje. S tem bomo nadomestili v celotnem tem koncesijskem obdobju nekje 700 tisoč litrov kurilnega olja in 55 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina. Takšen sistem ogrevanja v občini sicer ni edini, obstaja namreč že nekaj objektov, ki se ogrevajo z lesnimi sekanci. Glede na to, da je občina Ivančna Gorica sorazmerno bogata z gozdom, pa je eden od dolgoročnih ciljev tudi samo oskrba sistema z lesnimi sekanci v sklopu občine, še dodaja župan. V občini je že kar nekaj objektov, ki se na ta način ogrevajo. Eden je v samostanu, drugi na kmetiji, ki se ukvarja s pridelavo sadja, pa še verjetno je še kakšen. In seveda smo si tudi že prej pogledali njihove izkušnje, kako je s tem. Oba imata tudi manjše izvajalce za pripravo lesne biomase, tako da smo prepričani, da se lahko na našem področju vzpostavi podjetniška iniciativa za pripravo lesne biomase tudi za večje objekte, kot je tale, kot ga zdaj gradimo, oziroma tiste, ki jih še načrtujemo. Dela bodo sicer začeli v prihodnjih tednih, rok za izgradnjo in zagon sistema pa je v januarju 2013.
Zdaj pa v Posavje, kjer so se v informacijskem središču družbe Gen v Krškem konec septembra srečali proizvajalci energije iz obnovljivih virov. Osrednjo pozornost so na 3. srečanju posvetili vzdržnosti podpornih shem oziroma subvencij za tako imenovano zeleno energijo. V zadnjem letu in pol se je skokovito povečalo vlaganje ljudi v bioplinarne in male sončne elektrarne. Iz vlade je zato slišati, da ne bo več subvencij za naložbe v obnovljive vire. Gen-I kot zastopnik proizvajalcev v odnosu do vladnih ustanov pravi, da je potrebno shemo uravnovesiti. Nenazadnje, shema je tudi v Evropski uniji potrjena do leta 2020, se pravi mora zdržati do 2020 in že danes govoriti o tem, da ne bo zdržala, bi bilo za moje pojme kar otročje, ne pa samo neresno. S sončnimi elektrarnami in bioplinarnami je Slovenija v strukturi zelene energije že dosegla cilj do leta 2020, pravi Robert Golob. Zato se sam nagibam k temu, da bi predlagali moratorij od 1. januarja naprej, ne prej, ampak od 1. januarja naprej, moratorij na oba ta dva vira, dokler se ne razčisti situacija, ali je vzdržno, da jih potem nove vire še podpiramo. Za vzdržno shemo je potrebnih nekaj ukrepov, sicer pa mora biti politika jasna in vnaprej opredeljena, meni Golob. Ključni cilj je, da kdorkoli je pa že investiral, katerikoli vir, seveda njegova investicija ne sme biti ogrožena. In tudi ne strašenje na temo, da bodo podporni, tisti, ki so zdaj že vključeni v podporno shemo, dobili manj denarja, tudi ta del mora biti popolnoma ovržen in tudi nedopusten. To so priporočila vladi iz srečanja proizvajalcev energije iz obnovljivih virov. Sicer pa je potrošnike plina tik pred začetkom kurilne sezone presenetila vest, da se lahko grejejo ceneje, če jih oskrbuje Gen-I. Pri trgovanju z električno energijo so se srečevali z zahodnimi trgovci s plinom in ugotovili, da z lahkoto ponudijo cenejši plin, je povedal direktor Robert Golob. Ugotovili smo, da so slovenske cene bistveno više od cen v Zahodnji Evropi. Smo rekli, to pa nekaj ne bo štimalo, kje so razlogi za to. In smo se potem dejansko odločili, da se s tem podrobno začnemo ukvarjati in danes mi kupujemo po normalnih zahodnoevropskih cenah v Zahodnji Evropi, na trgovskih vozliščih in samo prenašamo ta plin, ki ni nič posebej poceni, do slovenskih odjemalcev. Ker so bile pa cene v Sloveniji do sedaj tako visoke, imamo tako razliko v ceni, da smo dejansko 20% nižji od katerega koli ostalega ponudnika. Da je bil plin doslej pri nas tako drag zaradi koncesije, je izgovor ali nevednost, meni Golob. Koncesija vedno uravnava samo regulirane dejavnosti, to so omrežja. In omrežje bo ostalo geoplinovo ali pa strani distribucijsko bo ostalo distributerjem. Mora pa distributer ali pa prenosno omrežje omogočiti, da kdorkoli po tem istem omrežju dobavlja zemeljski plin odjemalcu od katerega koli dobavitelja. Po objavi vstopa na trg zemeljskega plina za gospodinjstva 13. septembra letos je Gen-I v 15 dneh prejel več kot 10 000 izpolnjenih povpraševanj za zamenjavo dobavitelja. Glede na podatke o letni porabi teh odjemalcev je družba Gen-I s tem dosegla rekordni 10% tržni delež oskrbe gospodinjstev v Sloveniji z zemeljskim plinom. To je bil cilj, ki naj bi ga dosegli v 3 letih. Zato so od 1. oktobra do 31. decembra cene znižali še za 10%. Gen-I sicer jamči, da bo cena ostala enaka do 30. junija prihodnje leto. Konkretno pri gospodinjstvih smo bili prvi, ki smo se odločili, da bomo sploh fiksirali cene. Vi morate vedeti, da danes nihče od gospodinjskih odjemalcev ne ve, koliko bo njegova cena v oktobru. In to je bilo namenoma narejeno tako. Imeli so cene, ki so se vsaki mesec spreminjale, žal skoraj nikoli navzdol, večinoma samo navzgor. In so kar rasle. Mi smo prvi ponudili in rekli smo, pridite k nam, bo 20% ceneje in hkrati imate še zagarantirano, da se ne bomo do srede prihodnega leta, spravi do 30.6., ko bo sigurno konec kurilne sezone, ne bomo spreminjali. To je garancija. Tudi po tem datumu se cena ne bo zvišala, meni Golob, in za primerjavo daje ceno električne energije, ki je pri Gen-I enaka že 3 leta in pol. Zato elektrika ni več tema dneva na sejah upravnega odbora gospodarske zbornice, kjer je član direktor Gen Energije Martin Novšak. Danes se ne pogovarjamo o elektriki, se pogovarjamo o plinu. Plin je energent, ki je problematičen in seveda, če gledamo celoto, potem je tudi nafta, že problem, ampak plin, tisti, ki uporabljajo plin za svoje tehnološke namene, je to seveda veliki problem. Zato mora seveda država in mi kot državno podjetje na nek način skrbeti v smeri, da oskrbujemo trg z čim bolj, bi rekel,
primerljivimi cenami, po možnosti pa nižjimi in dajemo možnost gospodarstvu, da diha. Gospodarstvo pa ne more biti dovolj uspešno brez zadostnega števila zaposlenih. Številke na tem področju žal niso obetavne. Stopnja brezposelnosti na Dolenjskem in v Beli krajini je rekordna, 12,2%, kažejo zadnji podatki. Že dobre 3 mesece je namreč višje od državnega povprečja, ki znaša 11,7%. Neugodno stanje na trgu dela se bo najverjetneje nadaljevalo, napovedujejo v novomeški območni službi Zavoda za zaposlovanje. Ta čas je brez dela približno 6280 ljudi, v belokranjskih občinah je teh največ, saj se stopnja brezposelnosti giba nad 15% in še narašča. V prihodnem mesecu, se pravi mesecu oktobru, pričakujemo še prijave mlade generacije iz šol, prav dijaki, ki so končali šolanje in tudi študentje, ki niso uspeli narediti letnika oziroma nimajo statusa. Od 5. oktobra bo ostalo brez dela več kot 40 delavcev topliškega obrata AFIT, ki ima sedež v Mirnu pri Novi Gorici. Slabo pa kaže tudi Beli krajini. Nekaj manjšega prihoda je tudi napovedano za Črnomelj, iz Sekopa. Ne vemo pa recimo, kaj se dogaja v zvezi z Revozom in njegovimi dobavitelji. Tukaj je situacija še precej nejasna. Uradnih napovedi pa nimamo. Kljub temu, da odpuščanja niso napovedana, so delavci Revoza zaskrbljeni in se že obračajo nanje, dodaja Verbič. Obeti na področju zaposlovanja do konca leta so tako vse prej kot rožnati. Če je bila stopnja brezposelnosti ob koncu minulega leta 11,6%, pa bo letos težko padla pod 12,2%, kolikšna je zdaj. Kvečjemu bo še narasla za kakšno 10%, meni Verbič. Kakšnih najavljenih večjih zaposlovanj zaenkrat nimamo, računamo pa deloma na efekte teh različnih subvencijskih razpisov, ki potekajo zdaj. Teh se kar poslužujejo, tako da po današnjih podatkih bo do konca leta realiziranih okoli 100 samozaposlitev. Letos se je tako dobrih 70 ljudi samozaposlilo prek subvencijskih programov. To so prvi izziv za iskalce, za mlajše iskalce zaposlitve do 30 let, potem za težje zaposljive programi Zaposli me, za prejemnike na Centru za socialno delo in tudi program Priložnost zame. Med dolgotrajno brezposelnimi prevladujejo Romi. Predvsem pa ostajajo brezposelni tisti, ki nimajo nobenega poklica ali pa imajo kakšne omejitve, bodisi zdravstvene ali nimajo urejenega prevoza do delovnega mesta. Nemobilnost je pri nas velika težava, poudarja Verbič. Tudi pomanjkanje javnih transportov, tukaj manjka vsemenje avtobusnih linij in vlakovnih linij, nimajo vsi svojih prevoznih možnosti. Pa stil življenja, ki se mu reče polproletariat, je zakoreninjen v naših krajih in še vedno prepričanje, da je služba za dopoldne, za popoldne pa kakšna druga oblika pridobitnih dejavnosti, bodisi v kmetijstvu, vinogradnju in tako naprej. Potrebe po delavcih seveda obstajajo, a gre na razpisih po večini za preprosta dela. Nadalje, za zaposlovanje manj kvalificiranih v različnih predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu, na področju čiščenja, v gostinstvu, tam iščijo tako nekvalificirane kot kvalificirane delavce. Zelo iskani so šoferji tovornjakov, kamionov, zlasti na špediciji. Iskani pa so tudi poklici v kovinarski, elektro- in strojni dejavnosti ter v komerciali. Zadnjim, ne preveč spodbudnim prispevkom smo prišli do konca tokratne oddaje. Vse gospodarske vsebine si lahko ogledate tudi na naši spletni strani vaskanal.com. Bodite z nami spet prihodnji torek, dotlej pa nasvidenje.